po naši oceni je sodnikov preveč vsaj za 1/3. Jasno, da se jih ne da odpustiti čez noč, ne bo pa noben problem doseči tega cilja, po našem mnenju, glede na to, da je fluktuacija iz sodstva zelo velika in pač samo ne razpisuješ prostih sodniških mest in postopoma znižuješ obseg zaposlenih sodnikov. Vendar, ta ukrep ne more spet biti samostojen, parcialen, spremljati ga more protiukrep. Protiukrep pa je ta, da je treba sodnike odmakniti od vseh opravil, ki ne spadajo v proces odločanja. Pri nas se sodniki ukvarjajo z administrativnim delom, nimajo sodniških pomočnikov, nimajo strokovnih sodelavcev, tudi procesni zakoni jim nalagajo naloge, ki to sploh ne spadajo v sfero sojenja. In seveda naš program je glede tega dela zelo podroben, jaz zdaj tu ne bom šel v detajle, ker nam čas tega ne omogoča. Podarim samo, da je ta koncept seveda tisti, ki uravnoteži predlog za zmanjšanje števila sodnikov. S tem, ko zmanjšaš število sodnikov, povečaš seveda obseg razpoložljivih sredstev in tudi iz tega naslova se da črpati denar za izravnave sodniških plač. Ne nazadnje pa menimo, da je nujno vzpostaviti v sodstvu menedžerski pristop. Jaz se že leta zavzemam za ta model in tiste države, ki se danes lahko pohvalijo z uspešnim pravosodjem, so točno tiste, ki so uvedle tako imenovani novi javni menedžment tudi v pravosodje. Za primer vam dam recimo Finsko, za primer vam dam recimo Nizozemsko. To so recimo vodilne države na tem področju, kar se tiče modernizacije pravosodja v Evropi. In mi moramo ločiti, tako kot v bolnicah, strokovno in upravno funkcijo. Sodišče potrebujejo direktorje, potrebujejo tu ekonomiste, ki se bojo ukvarjali s vprašanji produktivnosti, stroški, odnosa do strank, do klientov, skratka podobno kot podjetja. In tudi v tem delu ima naš program precej konkretnih izvedbenih ukrepov v načrtu. Tako da, če to zaključim, če seveda dodam še prenovo postopkov, ki bo nujna od prepovedi razveljavljanja sodb na višjih sodiščih do prepoveda prelaganja obravnav za nedoločen čas, do fiksnega določanja rokov, v katerih mora biti obravnava razpisana. Skratka, kot vidite, gre za celo plejado ukrepov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Seveda v takem sistemu bo potem možno opravičiti tudi izboljšanje plačnega položaja sodnikov. Tako da mi predlagamo torej celovito reformo, celovito modernizacijo, ki zajema tudi izboljšanje plačnega položaja sodnikov.